večer. Moje ime je Sašo Jerše in sem, to si v tej družbi že upam reči ali pa priznati, zgodovinar. V časih, v katerih živimo in v katerih je nastala ta knjiga, iz katere bi vam sedaj pod večer želel prebrati nekaj odlomkov, je biti zgodovinar včasih zadrega, včasih grozljivka, včasih pa oboje. Včasih človek, zgodovinar, ne ve, kaj bi rekel in je v zadregi, in včasih ga je zgodovinarja groza ob tem, kar pravijo drugi zgodovinarji, ali pa kar mora reči zgodovinar sam. Danes je vse, saj tako se mi zdi, vse nekako podvečer. Podvečer vsega, kar smo poznali, in podvečer je nastala ta knjiga, ki bo zdaj išla pri založbi Filozofske fakultete. Knjiga ima 5 poglavij. V prologu najprej skiciram čas, v katerem živimo, naš svetovni čas in naš slovenski čas. Prologu sledi epilog, v njem skiciram obete časa, tako našega slovenskega časa, kakor svetovnega časa. Sledi poglavje sprega, v kateri govorimo o moškem kot postavnem principu in o ženski kot političnem principu. V poglavju Sejalci razprtije komentiram tako imenovano slovensko spravo oziroma oba slovenska spravna diskurza, diskurs zmagovalcev in spravni diskurs poražencev. A poraz in zmaga sta, kot nas uči zgodovina, slaba temelja sprave. Spravno je, kot trdim v tem svojem poglavju ali pa razmišljanjih, spravno je lahko le spoznanje in pa sprava s spoznanjem, in spravna je lahko večna pozaba. V 4. poglavju z naslovom Angelus Novus se navdušujem nad mesijanskim časom, tretjim časom, poleg sedanje preteklosti in sedanje prihodnosti, in tudi naslov knjige je povzet po grafiki švicarskega, po umetniškem delu, po grafiki švicarskega grafika Pavla Kleja, Angelus Novus, ki je nemški filozof in zgodovinar Walter Benjamin nadel neizbrisno filozofično aureolo mesijanskega časa. In slednjič v kolorariju, s katerim zaključujem knjigo, nanizam 12 sentenc brutalističnega realizma o zgodovini, preteklosti in spominu. Vse to troje ni isto, ni ena in ista stvar, kot menijo mnogi, čudno menijo mnogi, in jih opremim, te brutalistične sentence, brutalistično-realistične sentence z nadrealističnimi baročnimi komentarji. Knjiga je napisana torej podvečer in sedaj podvečer naj vam preberem, če dovolite, nekaj odlomkov. Naš svetovni čas v letih, ki pravkar tečejo in se nočejo končati, je z velikansko silo zarezal v naša življenja in jih dodobra spremenil. Spremembe podnebja, ponavljajoče se pandemične krize, razdvojenost političnih skupnosti, nadaljevanje starih vojen in razpletevanje novih, odtujenost družbenih slojev, somrak religij na eni strani in verske skrajnosti na drugi, očitni premiki političnih moči in bolj ali manj prikrite ustavne spremembe, so vse marazmus sveta, kot smo ga poznali. Svet je v vrtincu zares velikih zgodovinskih sprememb. In vse to se odvija znotraj koordinat sveta, ki jih sestavljajo narava, človek in oblast, in to je nova koordinata našega časa in sveta, umetna inteligenca. Gre za novo zgodovinsko stvarnost. S pogledom v prihodnost, kakršnega ponuja pogled sedanjosti v preteklost, se ne zdi predrzna trditev, da je naš svetovni čas že čas svetovne vojne. Naš slovenski čas ima znotraj takšnega svetovnega časa še naprej svojo vojno. Na novo in z novo izrazitostjo se vzpostavijo stara slovenska narodna nasprotja,
ki obstajajo od nastanka naroda in se pod različnimi oznakami, v različnih barvah in odtenkih barv in z različnimi tempi odtlej ohranjajo. Na njih in iz njih in ob njih se pojavljajo nova in nova in nova, vsa ena drugi, vsa prav enaka. Klerikalci in liberalci, meščanski tabor in komunisti, komunisti in komunisti, levi in desni, levi in levi, desni in desni, akademiki in akademiki, univerzitetne elite in univerzitetni prekariat, zgodovinari in zgodovinari, katedra proti katedri, duhovščina proti duhovščini, dendelniki proti duhovščini, podeželani in hipsterji, tisti iz Metelkove in tisti iz Žmavca, tisti iz Roga in tisti iz Pritličja, geji in lezbike, lezbike in lezbike, afteraši in neafteraši, igravci in glumači in šminkerji in šmirerji in tako dalje, vse do izčrpanosti. S pogledom v preteklost, kakršnega more nuditi pogled obetane prihodnosti v sedanjost, se ne zdi predrzna trditev, da je na slovenski čas še vedno čas stoletne slovenske vojne. Preteklost, zgodovina in spomin so v tej stoletni slovenski vojni vselej glavna vojna polja. Mnogi borci teh bojev sicer čudno zmotno menijo, da gre le za eno bojno polje, k čemur se bomo v nadaljevanju še morali vrniti, na kar kaže vedno znova razvneta razprava o slovenski kulturi, ki vselej poteka v skrajnih, nižjih pogovornih legah in nepopustljivo napetih performativnih držah, vse do iznakaženosti razpravljavcev. Razprava se vselej začenja, kot da nam slovenska nemezis ne dovoli nikakor drugače, s fanfarami nasilja, in tako ne more čuditi, da ta razprava vedno znova zadobiva svojo strašljivo poulično spremljavo in dopolnitev zareh slabih, najslabših obetov. Ne zdi se predrzna trditev, da je razprava o slovenski kulturi v naši sedanjosti brez obetov prihodnosti vnovična vrnitev naše preteklosti. Ali drugače, naša sedanjost je že naša prihodnost, kot že spet naša preteklost. Kot da bi ne znali živeti. Kot da bi ne znali živeti ne sami s sabo, ne drug z drugim, ne drug ob drugem, ne drug proti drugemu, iz sanjarij, reverij, da so politične skupnosti lahko skupnosti arkadijskega miru, se je politična teorija vsa zbudila že pred stoletji, ne vsak zase samim sabo, ne vsak sam z drugimi, ne proti drugim, ne skupaj z drugimi, ne skupaj proti drugim. Kot da bi ne znali živeti v življenju, pač pa zdaj le hote, zdaj ne hote, zdaj begali, zdaj bingljali, zdaj sem, zdaj tja, zdaj v eno, zdaj v drugo napak stran, v prividih nekakšne sedanjosti, z blodnjami o že kakšni preteklosti, brez pravega upanja v kakršnokoli prihodnost. In vendar takšno bivanje, ki je pravzaprav le nehanje, ni nova slovenska stvarnost, pa tudi posebej slovenska ni, vsaj ne več, če je takšna nemara že kdaj bila. Pred skoraj 90 leti, leta 1938, je Edvard Kocbek za prvo številko svoje revije Dejanja prispeval kratko besedilo z naslovom Slovenski človek. V njem, v krstni številki revije Dejanje, slovenskemu človeku očita nesposobnost dejanja. Še več, zaradi njegove odtujenosti stvarnemu življenju nesposobnost biti človek. Vprašanje človeka je najvažnejši del slovenskega vprašanja, je tedaj pisal Kocbek. In nadaljeval je. Ko spregledujemo tragični razpor med slovenskim človekom in življenjem, med njegovim osebnim zadržanjem in resničnostjo, izražamo v prvi vrsti željo, da bi Slovenci zaupali v življenje in bi ustvarili svetlo razmerje do njega. Dokler ne bomo z obema nogama stali za vplivo na tej zemlji, zakorenjeni v svojo resničnost, ne bomo obvladali sil tega sveta. Niti kot osebe, niti kot narod ne pridemo do svojega smisla, če se z vsemi svojimi tipalkami ne razrastemo široko po svojem življenjskem prostoru. In ko se je nekaj let kasneje začela druga svetovna vojna, za katero je verjel, da je tisti veliki vozel,
ki so van zavezana vsa večna in časna vprašanja, je Kocbek v njej videl poziv, da stopimo neustrašno v areno življenja, kjer se ne odvija le borba med novim in starim družbenim redom, ampak tudi borba med duhovnim suženjstvom in duhovno svobodo. In verjel je, da revolucija ne prinese le novega družbenega reda in duhovne svobode, temveč gotovo vzpostavi človeško veličino, tudi z nasiljem, ki jo blagoslavljata bes in prav. Bes je Kocbekova vera in njegov prav je njegov Bog. Takšna revolucionarna rešitev vprašanja človeka bi bila, je menil Kocbek, obenem rešitev slovenskega vprašanja. To je vprašanje o slovenskem času v slovenskem svetu ter slovenskem času v času in svetu. Bila bi rešitev vprašanja o usodi slovenskega človeka. Človek oblikuje svojo usodo le takrat, je ob revoluciji, ki se je napovedovala in ga je tako zelo navduševala, pisal Edvard Kocbek, kadar se vzpostavlja in bori. Ali še drugače, rečeno v Kocbekovi revolucionarni zanesenosti, ki ni brez patosa, šele ko človek postane človek dejanja, postane človek zgodovinski človek. A obetavna napoved se je spremenila v slabo uresničitev. Je obdobje, ki je sledilo revoluciji in kocbekovskim revolucionarno-političnim sanjarjenjem hladno povzel Vasko Simoniti. Kot običajno po revolucijah so se namreč tudi na slovenski svet in slovenski čas tedaj zgrnili temni časi. O podelitvi Lessingove nagrade, ki jo mesto Hamburg podeljuje uglednim pesnikom, pisateljem, znanstvenikom in učenjakom, je tedaj laureatka Hannah Arendt zahvalila z govorom, ki mu je dala naslov Misli o Lessingu, o človeštvu v temnih časih. Bilo je to leta 1959 in na svet, v katerem se je nedavno končala svetovna vojna, nanj pa se je spustila tudi železna zavesa, so se zgrnili temni časi, je menila Arendt. To so časi, v katerih se svet človeku in svet v človeku skrčita do te mere, da človek nima več izbire med dobrim in zlim, med prav in narobe, ko ležijo v ruševinah vse najbolj znane resnice o dobrem in zlem ter o prav in narobe, nasprotno pa kriče in kruto zavladajo najbolj strašne napake, na katerih nato obleži svet. Še več, ne le svet, tudi svet v človeku se v temnih časih postavi narobe. V temnih časih se človek odpove fermenta cognitionis, klicam spoznanja, o katerih je v svojem delu Vzgoja človeškega rodu pisal Lessing. Temni časi vladajo tedaj, ko so prijateljstva le pajdaštva in so le pajdaštva tudi sovraštva. Kar oboje velja tudi za politično polje, kot ga je označil v svojih temnih časih sicer že utišani, a še vedno vse prisotni zvezdni pravnik Karl Schmitt. Na političnem polju se srečujejo politični prijatelji s političnimi sovražniki, tertium non datur, in enim in drugi tvorijo le pajdaštva in s tem nujno izgubljajo svet okoli sebe. Biti brez sveta je, žal, je opozorila Arendt, vedno oblika barbarstva. Le nekaj let prej, leta 1951, je nemški filozof Theodor Adorno takšno stanje stvari sveta povzel slavno sentenco Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. To je, kjer je vse narobe, se ne živi prav. Hannah Arendt se v tem svojem govoru najprej z Bertoldom Brechtom naveže na Adornovo sentenco, ali zato, da bi se nato od obeh glasno poslovila z Lessingom. Tudi v svetu, kjer je vse narobe, so še, kot je mogoče razumeti, okruški upanja, da bo nekdaj spet kaj prav in kaj nemara celo lepo. Naveže se torej Hannah Arendt najprej na pesem Za Namcem Bertolda Brechta, ki sodi med njegove sventboške pesmi, napisane v času njegovega begunstva pred nacizmom. Pesem se začne z vzklikom
wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. To je, res v temnih časih živim, in nadaljuje z opisom življenja, skrčenega na brezobzirno bivanje, ki pa je le brezčustno nehanje, ker je vse, kar je res, obenem le komaj kaj več kot laž. In ker je slučajna sreča le malo več kot nesrečni slučaj. Takole pravi pesem. Kakšni so to časi, kjer pogovor o drevesih že je skoraj zločin, saj vključuje molk o tolikoterih hudodelstvih. Kdor gre mirno čez cesto, je menda že nedosegljiv za prijatelje, ki so v stiski. Res je, še zaslužim za preživetje, a verjemite mi, to je slučaj. Nič tega, kar počnem, mi ne daje pravice, da bi se do sitega najedel. Slučajno so mi prizanesli. Če me moja sreča zapusti, sem izgubljen. Izgubljena je torej tedaj vsa človečnost, izgubljena se tedaj zdi ne le prihodnost, v kateri so temni časi sletnič le razpihani, potem ko se je vojna za že kakšen kocbekovski prav naposled le končala in je povoden besa končno le odtekla. Takole nadaljuje Brecht. Vi, ki boste ostali spovodni, v kateri smo mi potonili, spominjajte se, ko boste govorili o naših šibkostih temnih časov, ki ste jim ušli. Ah, mi, ki smo hoteli biti pripravljeni za prijaznosti, mogli sami nismo biti prijazni. In vi, ko boste tako daleč, da bo človek človekovo pomoč, spominjajte se nas prizanesljivo. Ko bo torej človek človekovo pomoč, tedaj bomo vedeli, je Brechtovo misel nadaljevala Arendt, da so minili temni časi. A zato, ga je dopolnila, bosta potrebna več kot le prizanesljiv spomin in pripravljenost na prijaznosti, če tudi bodo iskrene. Potrebno bo prijateljstvo, prijateljstvo tudi v političnem smislu. Potrebno bo politično prijateljstvo nove vrste, ali bolje novega reda, ki bo odpravilo barbarstvo pajdaštev, v katerih smo pisali zgoraj, in vzpostavilo se bo novo politično polje le prijateljev, ki so si drug drugemu in pristni in zvesti in v pogovoru skozi in skozi odkriti. Le takšno prijateljstvo lahko odpravi temne čase. Prijateljstvo je to novega reda, piše Arendt, ali bolje, prijateljstvo ne je to reda starih. Hannah Arendt. Ko beremo, denimo pri Aristotelu, da je filija, prijateljstvo med državljani, ena temeljnih zahtev za dosego dobrobiti države, navadno mislimo, da govorile o odsotnosti sporov med državljani in o tem, da ne sme biti državljanske vojne. Toda za Grke je srce prijateljstva pogovor. Menili so, da državljane lahko le stalni pogovor združi v polis. V pogovoru med državljani se pokaže politična vrednost prijateljstva in prav posebej človečnosti. Takšen pogovor, drugače kot zaupni pogovori, v katerih posamezniki govorijo o sebi, ki ga morda spremlja veselje o prijateljovi navzočnosti, se posveča svetu obče, ki ostane dobesedno nečloveški, če ljudje o njem ne govorijo. Kajti svet ni človeški le zato, ker ga ustvarjajo ljudje, in človeški ne postane le zato, ker je v njem slišati človeške glasove, temveč človeški zares postane šele tedaj, ko postane predmet pogovora. Naj nas stvari sveta še tako prizadenajo, naj nas še tako pretresajo ali spodbudijo, človeške nam postanejo šele, ko o njih spregovorimo z našimi prijatelji. Kar ne more postati predmet pogovora, zvišene tančine, strašno do skrajnosti ali nedoumljivo skrivnostno, sicer more najti človeškega glasu, da se sliši v svetu, a ni zares človeško. Dogajanje v svetu in v nas naredimo človeške le, ko se lahko o obojem pogovarjamo in v naših pogovorih se učimo biti človek. Grki so človečnost, ki se doseže v prijateljskem pogovoru
imenovali filantropija, kar pomeni ljubezen do človeka. Ljubezen torej do človeka se ne izpričuje nikakor drugače, nadaljuje Arendt, kakor v pripravljenosti, da delimo svet s svojimi bližnjimi. V tem je človečnost rimska humanitas. Temelj človečnosti pa je spoznanje in temelj spoznanja je resnicoljubnost. Resnicoljubnost je torej fermenta cognitionis, soklice spoznanja, o katerih je pisal Lessing. In eno izmed dragocenih spoznanj, ki nam ga daje zgodovina temnih časov, je, da je le politično prijateljstvo novega reda, onkraj šmitovskega smisla, ki je pravzaprav nesmisel, saj nima politične ne nikakršne prihodnosti, razen prihodnosti, ki je že kot sedanjost, preteklost, edino zagotovilo za to, da bi temni časi ne imeli podobe večnosti in bi raznovrstne stoletne vojne nekoč le lahko minile. Morava biti prijatelja, je Natan, jeruzalemski Jud, dejal sultanu Saladinu v Lessingovi drami Natan Modri, sjajnem razsvetljenskem manifestu iz leta 1779. Manifest ni ostal brez uresničitev. Dobri 200 leti, ki sta mu sledili, sta izkazali sjajne politične ali bolje ustavne civilizacijske dosežke političnih prijateljev novega reda. In vendar, nas vedno znova zatečejo temni časi, kar nas ne sme niti čuditi, niti ni treba, da nas naredi prizadeto vročične ali neprizanesljivo hladne. Od komore nam lahko najprej že historično vedenje, pa tudi okrepi nas lahko in opogumi. O zgodovini, preteklosti in spominu 12 kolorali. Prvi. Zgodovina je sedanjost o preteklosti, preteklost si je sedanjost, spomin je preteklost kot sedanjost. Drugi. Zgodovina je spoznanje o preteklosti, preteklost je sedanjost kot spoznanje, spomin preteklost kot spoznanje sedanjosti. Zgodovina je tretji. Zgodovina je od vseh nas, preteklost ni od nikogar izmed nas, spomin je od tistih izmed nas, ki ga hočejo ali nočejo. Četrti. Zgodovina je za muzeje, preteklost je za muzeje, muzeji so za spomin. Peti. Zgodovino piše človek časa. Preteklost človek v času, spomin čas v človeku. Šestič. Zgodovina loči preteklost od spomina, preteklost spomin in zgodovino, spomin zgodovino od preteklosti. Sedmi. Zgodovina je več kot preteklost, preteklost več kot zgodovina, spomin več kot preteklost in zgodovina hkrati. Osmi. Zgodovina govori le, kar ve, preteklost vse, kar ve in ne ve, spomin govori vse. Deveti. Zgodovina mora, kar more, preteklost more, kar more, spomin more, kar mora. Deseti. Zgodovina ni država, v državi je preteklost, država ima spomin. 11. Zgodovina preteklost razlaga,
spominu gre za to, da jo spreminja. In 12. Jaz sem zgodovina, ti si preteklost, pravi spomin. In še komentar, nadrealistični komentar, gospe in gospodje, poguba. Poguba utre avenijo vsem tistim živim in živahnim in divjim idejam, ki ne morejo doseči ljudi po drugi poti. Poguba bo priljubljena, vse bolj in bolj bo priljubljena. Nagovarjala ne bo nobenega razreda, temveč prvinske, obče nagone vsakega razreda in značaj človeka. Nagovarjala bo posameznika. V trenutku, ko človek čuti kot umetnik in tak postane, ne pripada več nobenemu razredu ali času. Poguba je ustvarjena za brezčasnega, celostnega umetnika, ki živi v vsakomur. Poguba je umetnost v posamezniku. Povsod hočemo takšne preproste in velike ljudi. Le ena resnica je, mi in vse je dovoljeno. Ponosni smo, prikupni in grabežljivi. Lovimo stroje, to je naša najljubša igra, izmišljamo si jih in nato jih zasledujemo, ujamemo jih in pobijemo. Najlepša hvala. Svoboda je skrivnost sreče, skrivnost svobode je pogum, Periklej. Če srečo vidite kot svobodo in svobodo kot pogum, se ne bojite vojne. To keep it. Svoboda je red sreče, po vojni pogumnih, brez skrivnosti. Sašo Jerše. Najlepša hvala.